Ja, gospodarski program seveda je osnova delovanja vsake države in če gospodarstvo deluje dobro, potem deluje tudi vse drugo in seveda prvi ukrep bi bil debirokratizacija, se pravi lajšanje poti do postavitve neke tovarne, do postavitve obrata, bodisi za tujega investitorja, bodisi za domačega investitorja, potem spodbujanje tujih investicij pri nas, to je nujno. Mi se ne smemo samo ukvarjati s tem, ali bomo naša podjetja privatizirali ali ne, to je drugo vprašanje. Prvo vprašanje je, kako bomo čim več investicij privabili in mislim, da ravno s tem, kolikor sem se pogovarjal z gospodarstveniki, potem treba je tudi davčno politiko preveriti, če je ustrezna, če ni ustrezna, seveda takoj ukrepati v smer izboljšanja, čeprav 100% dobra ne bo nikoli ne bodo vsi zadovoljni, to se zavedamo. Predvsem pa gospodarstvu nasplošno dati vedeti, da je zaželjeno in da je tisto, ki pelje državo vsako, ne samo Slovenijo naprej. Naše gospodarstvo mora biti sposobno hitro reagirati na spremembe, ker ta gospodarska rast, ki jo imamo zdaj na podlagi izvoza, je taka kot marčevsko sonce. Seveda lahko tudi mine in potem bo problem. Tako da, kot sem rekel, stabilno okolje za gospodarstvo je treba uvesti in pri meni je vedno mantra manj birokracije, manj zapletenosti, hitrejše pridobivanje gradbenih dovoljenj, ker to je osnova in to je v praksi tudi največji problem, ker sam gledam te probleme iz prakse, ne tam iz katedra nekje.